Jaz sem bil včeraj izjemno vesel, ko sem dobil na mizo tale listek, to, da je odločitev o oddaji javnega naročila v primeru bazena Slovenske Konjice pravnomočna, namreč do izvajalca smo prišli šele v 3. razpisu. Vedno so se neke formalnosti zakomplicirale, nazadnje je bila čisto banalna, da eden izmed podizvajalcev ni imel poravnanih vseh deviatov in to pomeni zopet mesec in pol postopka, ki traja. In danes smo veseli, da smo prišli do podpisa pogodbe za, uradno se to imenuje rekonstrukcija bazena Slovenske Konjice s pripadajočimi objekti. Zdaj mogoče nekoga moti ta izraz rekonstrukcija. V bistvu gre v enem delu za rekonstrukcijo, ko govorimo o garderobah in o sanitarjah. Sicer pa gre za novogradnjo tako vhoda kot prostora za reševalce do blagajne, bo na vsem drugi lokaciji in pa na istem mestu bo zgrajen bazen, nova školjka za vso bazensko tehniko na novo, ki pomeni, da bo ta bazen dimenzije 50 krat 16,33 metrov, 3 različne globine in pa ta, mimo rečemo, otroški čofotalnik. In po pogodbeni vrednosti govorimo o 843 000 evri, to je znesek brez DDV-ja in pričakujemo, da bomo pa DDV si lahko poračunavali. Tako da pogodbeni rok je sicer konec leta 2019, ampak to pomeni, da bodo vse nepravilnosti odpravljene, vsa testiranja odpravljena in objekt v celoti v funkciji. Upamo pa, da bo izvajalcu dano, da bo kopalno sezono 2019 že uspel zagotoviti. Seveda je pa to odvisno tudi od vremena in pa od tega, kako bomo uspeli to časovno zamudo, ki je nastala iz formalnih razlogov, v tem času speljati. Najbolje pa seveda odvisno, ali bomo uspeli načrtovana dela za leto 2018 resnično speljati in seveda pričakujemo od izvajalca, da bo takoj pričel z delom. Mogoče še odgovor vsem tistim, ki sem naravno prej imel eno tonsko izjavo za Radio Slovenija, očitki, da je to draga rešitev. Jaz temu rečem čisto tako, da ne maram polovičarskih rešitev in ko ne verjamemo Zavodu za raziskavo materialne in konstrukcije Ljubljana, ki v enem delu sploh ni našel betonske oziroma te železne armature in da je ta armatura bila postavljena leta 1948 in da je del strojnih inštalacij v dnu bazena in ko hočeš vse to zamenjati na razpokanem betonu, jaz mislim, da je vsakmu jasno, da je takšna, bomo rekel, čisto po domače flikarija nesmiselna, še vedno ima star bazen, zdaj pa dobimo nov bazen in zgrajen po standardih iz leta 2018 in mislim, da ljudje čutijo to razliko. Najlažje bi pa vsi tisti omahljivci pomagali pri tem, da bi našli strokovno utemeljeno pa cenejšo rešitev. In jaz verjamem, da je to v danih razmerah v skladu s pričakovanji nov bazen za primerno ceno, da je ta rešitev danes na mizi. Jaz predlagam, da še, nismo pa povedali, da je na razpisu bili sta 2 ponudbi in da je bila ena kar precej dražja. Zopet bodo leteli očitki, Gradnja Margoč v Konjicah delajo vse. Vse izbire potekajo na podlagi Zakona o javnem naročanju in tudi je vse zapisniško dokumentirano. In na koncu jaz se vključim samo takrat, ko je treba tale odločitev podpisati. Jaz niti ne vem, kaj se vzadaj dogaja. Mogoče bi še predstavnik izvajalca del Gradnje Margoč, v tem primeru Aleksander Margoč je odsoten, kako so meni povedali, je pa pooblaščenec gospod Iztok in predlagam, da še on mogoče kakšen stavek pove k temu zraven. Ali sem že jaz preveč? Že skoraj dosti. Iztok Kučer.
Jaz nisem tako vešč govora, ampak vseeno moram reči, da smo v podjetju veseli, da smo to delo pridobili. Nekako bi se zahvalil tudi za zaupanje, čeprav je to javni razpis, seveda je možno, da se prijavi vsak. Jaz obljubljam, da bomo ta objekt speljali profesionalno, da se bomo potrudili doseči ciljni rok, se pravi kopalna sezona 2019, da bomo objekt izvedli kvalitetno in upam, da bomo z tega posla vsi nekako zadovoljni, vsi deležniki nekako zadovoljni šli z tega posla. Jaz nisem iz tega okoliša, ampak moram reči kot tujec, da malo poznam slovenske konjice, sploh v zadnjem času in da moram reči, da ko gledam, da se slovenskih konjic veliko naredi, lepa okolica, urejen trg, nek gospodarski zagon v gospodarski coni je tam nedal, tako da lepo, pohvalno, kot bi rekel, to pozvalec lahko rečem. Vsekakor si v tem smislu tudi konjice zaslužijo en tak športno-rekreativni center, kot bo ta bazen. Skratka, še enkrat mi smo potrudili, da bo vse v skladu z to pogodbo, ko bomo zdaj z županom podpisala. Hvala. Hvala lepa. Letos bomo končali verjetno zemeljska dela. Cilj nam je, da bi naredili inštalacije in pa talno ploščo tako, da ne bi bili več tako vezani na vremenske pogoje. V drugem letu pa takoj, ko bo vreme dopuščalo, bi šli na bazensko školjko, se pravi, in potem sledijo pa vsa inštalacijska obrtna dela, strojna inštalacija, bazenska tehnika in tako dalje. Keramika in vse. Keramika. Zdaj bomo šli pa takoj. Ja. Danes, jutri. Ne, v grupu rečemo. Več bi v delo. Što pa mogoče še kaj v zvezi z upravljanjem v tem bodočem bazena, kako bo to ostalo pri komunalni? To zgodbo še nismo dorekli. V tem trenutku seveda je to gradbišče in smo dali v bistvu odpoved pogodbe upravljanja javne komunalne podjetju, ker niti nima smisla, da je upravljavec gradbišča, ker bo zdaj glavni šef izvajalec del. Potem bomo seveda čez čas, ko bo zadeva zrela, se pogovarjali po vsej verjetnosti o upravljanju celotnega kompleksa in jaz osebno se nagibam k temu, da je težko deliti, da imaš na isti lokaciji dva upravljavca. To mislite še To se pravi na zavod športa. Nagibamo se k temu, kajti je nekako nelogično, da je upravljavec komunalno podjetje, to je bilo v tistem času, ko pač niso števca uporabljali, ne, in je šla ta porabljena voda v izgube. Danes, ko v bistvu so parcelne številke celo prepletajo in ko upravlja z celotnim delom in tudi garderobami za potrebe nogometašev Zavod za šport, samo ta del je vzet. In se bomo potem, to je to stvar odločitve in pa pogovorov še, ampak moja vizija je, da imaš enega upravljavca na isti lokaciji. Zdaj meni ste na te zaplete za razpise, ampak vendarle že 2 sezoni sta mimo, preden se bi sploh začelo graditi nov bazen. Zakaj tako vendarle tako dolgo časovno razmika, če lahko malo? Zdaj ste že prvi razpis vam dali, no? Vse to. Prvi razpis, tu mi bo Urška pomagala. Se mi zdi, da je bil junija začetek letošnjega. Seveda pa traja, gledajte, pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer so vključeni soglasodajalci, to traja, ta zgodba. Primer čistilne naprave, jaz ga večkrat povem, kaj pomeni naša administracija in zakaj dobesedno včasih norimo zraven. V primeru čistilne naprave, govorimo o centralni čistilni napravi in vsi ti pripadajoči primarni vodi, skoraj 10 km je bilo, dokumentacija, usklajevanje je trajalo 7 let. Potem smo od dneva do pridobitve odločbe o odobritvi kohezijskih sredstev pa do podpisa sofinancerskega sporazuma rabili 15 mesecev, sama čistilna naprava je bila pa skladena v 13 mesecih. In zdaj podobne stvari doživljamo na Zbelovem, ko ravno državni organi rabijo nekaj mesecev, da dajo služnostno pravico iz toka, iz kanalizacije v reko Dravinje. Tako da je to neko novo dejstvo. Vedno je tekla voda v Dravinjo. Ampak zdaj človek ne more verjetno,
Tu smo se mi zavezali v tistem sporazumu, da bo občinska uprava vodila vse aktivnosti, ker vemo, kako je s našimi, v hiši se ne more zmeniti. Ne? In ta sistem pravne logike nas bo tako daleč zavrl, da bo tu nekaj se moralo zgoditi, da bomo resnično učinkoviti. Dobro, na primeru bazena pa vendar tukaj ni država med zraven, zakaj se pa tudi to? Sama izdelava projektne dokumentacije, če želiš imeti kvalitetno projektno dokumentacijo, moraš posvetiti nekaj časa tudi izdelavi projektne, s tem, da smo še pol usklajevali idejne rešitve z skupino, projektno skupino za obnovo bazena, tako da vse zahteva svoj čas, če želiš stvar kvalitetno narediti. Kako je mena tudi država potem konkretno? Soglasodajalci so za? Kaj? Tukaj zdaj država ni imela, tu smo imeli druge soglasodajalce. Vodotoke, ne, za noter. Ja, pa nismo imeli tu. Vodotoke, elektrika. Elektrika, komunala, občina, Telekom, pač soglasodajalci občani. In pa sama projektna dokumentacija, vse projektant ne more, tudi sam eden ne dela, jih je več, ne, to traja postopek. Ne bi pa čisto nič profitirali, ta letošnja sezona je tako izgubljena. Ste pa verjetno veseli, da ste se rešili enega velikega vremena pred volilno kampanjo, to bi bil eden med večjih očitkov. Ne, gledajte se, jaz delam pošteno, kolikor marsikdo ni sposoben razumeti in da pa delamo v skladu s strokovnimi rešitvami, jaz se tu ne obremenjujem, delali bi vedno enako. Poslušam očitke, ja, letos se pa ta cesta asfaltira, ker so volitve. Smo lani gradili 2 vrtca, pa niso bile volitve.